Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes vam bom predstavil eno izmed najbolj ganljivih in junaških zgodb slovenskega odpora v drugi svetovni vojni. Zgodbo o Pohorskem bataljonu, enoti, ki se je do zadnjega moža borila proti 30-krat močnejšemu sovražniku. Pohorski bataljon je bil uradno ustanovljen 11. septembra leta 1942 v kraju Dobrovlje na Pohorju. Sestavljali so ga borci iz različnih koncev Slovenije, ki so že prej delovali kot del drugih partizanskih enot, zlasti iz Dolenjske, Savinjske in Šaleške doline. Po združitvi so se preimenovali v prvi bataljon Pohorskega odreda, s skupno okoli 90 do 96 borcev. Imeli so 3 čete in celo ženski vod, kar je bilo redkost za tiste čase. Poveljnik bataljona je bil Rudolf Mede Groga, poleg njega pa je v štabu delovalo še 7 ključnih mož, vključno z zdravnikom in intendantom. Čeprav so borci nosili močna imena, je bil bataljon po številčnosti in opremi šibkejši kot povprečna pehotna četa. Orožje je bilo pestro, nekaj mitraljezov, stare lovske puške, avstrijske mauzerice in pičla zaloga nabojev. Mitraljezci so imeli po 300 nabojev, strelci pa pogosto manj kot 50. Kljub temu pa so zmožno izvajali akcije, ki so okupatorju povzročale resne težave. Že v oktobru 1942 so začeli napadati vermanske in orožniške postojanke. Zažigali planinske koče, da jih Nemci ne bi uporabili kot baze, in sabotirali industrijske objekte. V Misliniji so zažgali tovarno lepenke, v Cezlaku pa so uničili kamnolom in zaplenili razstrelivo. V Oplotnici pa so napadli postajo, zažgali občinske stavbe in celo organizirali partizanski miting. Ker so partizani delovali na nemškem zalednem območju tako imenovanega Tretjega rajha, jih je okupator videl kot posebno nevarnost. Nemci so po vsaki akciji sprožili hajke in poslali patrulje, da bi jih izsledili, a bataljon se je več mesecev uspešno umikal, tudi s pomočjo znanja terena, gverilskih taktik in podpore domačinov. V eni izmed najbolj dramatičnih trenutkov je Franz Rozman Stane, kasneje narodni heroj, osebno vodil enote, da so prebile sovražni obroč na skrivnem hribu. V tej bitki je padlo nekaj borcev, a se je glavnina enote uspela rešiti. Zima je bila leta 1942 neusmiljena, Nemci pa še bolj. Decembra 1942 so se partizani umaknili na planoto pri Osankarici, kjer so zgradili zimsko taborišče okoli 26 zemljank, zamaskiranih v gozd. Imeli so strogo varovanje, patrulje, straže in vsakodnevne vaje. Tu pa so tudi praznovali Božič in verjeli, da jih zima ščiti, a nad njimi se je že zbirala siva senca pogube. V začetku januarja so nemški vohuni izdali lokacijo tabora. Gestapo v Mariboru je takoj sprožil obsežno operacijo. 2000 nemških vojakov, orožnikov in pripadnikov Wehrmachta je obkolilo tabor v zgodnjih jutranjih urah 8. januarja 1943. Borci niso vedeli, kaj jih čaka. Ko so zagledali prve nemške vojake, je poveljnik Groga izdal ukaz: živega partizana ne smejo dobiti. Vsak je moral zase hraniti zadnji naboj. Bitka je trajala okoli 2 ure in pol. Bataljon se je boril z vso močjo, z orožjem, z bombami, z voljo in pogumom. Minka namestnik ali Sonja se je vrgla med sovražnika za ročno bombo. Alfons Šarh pa se je boril skupaj s svojimi 3 sinovi, Lojskom, Pepčkom in Vančkom. Najmlajši je bil star komaj 12 let. Ko so partizani ostali brez streliva, so poskušali preboj proti potoku, a so jih prestregle nemške motorizirane enote. Zadnji strel naj bi padel z drevesa, kjer je najmlajši Šarhov sin s puško v roki zadel nemškega častnika. Nato pa so ga sestrelili. V bitki je padlo 69 borcev, ki so bili odpeljani in pokopani v Gradcu. Nemci so zabeležili 19 mrtvih in 31 ranjenih na svoji strani. Zadnjega preživelega, ranjenega Franca Kunaverja, Sulca, so kasneje ustrelili kot talca. Bitka pri Osankarici je postala simbol partizanske nepopustljivosti. Pohorski bataljon je kljub popolnemu uničenju pokončno vstopil v zgodovino kot mit, kot živa legenda slovenskega upora. Leta 1959 so na mestu, kjer je Pohorski bataljon taboril, postavili spomenik. Danes pa je kraj tudi učna pot in prostor spomina. Vsako leto pa se zberejo številni obiskovalci, da počastijo padle. 7 borcev bataljona je bilo razglašenih za narodne heroje. Pohorski bataljon ni bil največja partizanska enota, a njegova zgodba je morda najbolj srčna.
Simbolizira tisto, kar so mnogi pripravljeni pozabiti, da je včasih borba za svobodo močnejša od vsakršne možnosti preživetja. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.